in lepo pozdravljeni na Facebook pravljični urici Knjižnice Trbovlje. Jaz sem Katra. Jaz sem Veronika. In danes skupaj praznujemo 2. april, Mednarodni dan otroške knjige in rojstni dan enega največjih pravljičarjev Hansa Christiana Andersena. Midve z Veroniko vam bova danes prebrali pravljico o škratu Bukmandelcu. Pa ne tisto, ki jo že vsi poznate, o tem, kako je škrat v knjižnico sploh prišel, ampak pravljico o tem, kaj se mu je v knjižnici med drugim tudi zgodilo. Pravljico je napisala Manca Hribar, naslov pa ima Poplava. Poplava. Škrat Bukmandelc se je že čisto udomačil v knjižnici. Vedel je, kje so najmanj prašne knjige, kje diši po novem papirju, kam gre lahko spat, da ga zjutraj ne bodo prezgodaj zbudile knjižničarke. Luči in dnevne svetlobe še ni bil čisto vajen, zato je kmalu ugotovil, da imajo tudi temen prostor, kamor ne hodijo obiskovalci in tudi zaposleni ne prav pogosto. To je bilo skladišče za knjige, ki jih iz njemu neznanih razlogov ni bilo v knjižnici. Tu je preživel kakšno opoldansko vročino ali hrupno pravljično uro ali ponedeljkove dopoldneve, ko so v čitalnici žužnjali reševalci križank. Našel si je zavetje v polpraznem zaboju, kamor si je navlekel Svetlanino mačjo prejo in čakal večer, ko bi se knjižnica umirila. Malo je dremuhal, malo obujal spomine na jamo, sanjaril o jedeh, o katerih je bral v kuharskih knjigah, delal načrte za naslednjo fragolijo in zaspal. Pa ne za dolgo, kar naenkrat, ko je bil sredi najlepših sanj o rudarjevem tobaku, je na njegovo glavo nekaj kapnilo. Pink! Nejevoljno se je prevalil na bok in si čez glavo poveznil kapo. A ni imel miru. Zopet je kapnilo. Pink! Ker svoje kape ni hotel umakniti izpred oči, je okrog sebe potipal samo z roko. In zopet pink! Začutil je nekaj mokrega. Vedel je, da ni v jami. Kaj je to? Začelo se je oglašati pogosteje. Pink! Pink! Bil je že čisto zbujen. Dvignil se je v zaboju in kukal okrog sebe, odkot ta zvok. Nekaj je kapljalo. Z rokami je otipal vodo. Bila je brez duha. Ko je polizal moker prst, tudi okusa ni imela. Bilo pa je čedalje več. Dno zaboja je bilo mokro. Tudi knjige, ki so bile v njem, so že vpijale vlago. Ojoj! Kapljanje pa se je še kar oglašalo. Postal je zmeden. Ustrašil se je, kar se Bukmandelcu ne zgodi velikokrat. Tudi v jami se je večkrat pojavila voda. Prepoznal je njeno šumenje. Vedel je, kdaj je lahko nevarna. Tudi tokrat ti zvoki niso obetali čisto nič dobrega. Nekaj je bilo narobe. Nikoli namreč v tem prostoru še ni čutil vode. Moral bo nekaj storiti. Toda kaj? Knjižnica je bila polna bralcev. Neka knjižničarka je ravnokar stekla na mladinski oddelek. Slišal je topot po okroglih stopnicah. Morda pa bo prišla v skladišče. Ni je bilo. Koraki so se oddaljili. Voda pa je še kar kapljala. Sedaj se je njeno pinkanje slišalo že z različnih mest. Adijo njegovo spanje. Konec je z udobno posteljo. Ena sama mačja preja se je zmočila. Kaj pa knjige? Če bodo mokre, jih ljudje ne bodo mogli brati. Knjižnico bodo zaprli. In spet bo sam, brez doma. Nekoga je treba poklicati. Nekako pomagati. Če bi zaklical, ga ne bi nihče slišal. Premajhen je. Ni premajhen. Zbral je vso svojo škratovo moč, posadil zraven sebe svojo kapico in se ji pogumno nasmehnil. Sedaj sva dva. Nasršil se je,
kot star maček in se uprl v prazen zaboj, ki je bil na kolescih, da ga je lahko potisnil proti železnim policam. Slišal se je votel bum, ki je dolgo odmeval po prostoru. Ko se je prvi odmev pomiril, je Bukmandelc prisluhnil, če so ga slišali tudi v knjižnici. Stoga! Vrata so se sunkovito odprla in na pragu je zadihano obstala knjižničarka. Bolj s strahom kot z radovednostjo je poiskala stikalo, da se je prižgala luč. Najprej je zagledala prevrnjen zaboj na nepravem mestu in si ni znala razložiti, kaj tam počne. Zato je stopila do njega in stopila v lužo. Kaj lužo? Stropa ni le kapljalo, zdaj je že curljalo. Še malo in začelo je teči. Tudi Bukmandelca je postalo strah. Toliko vode lahko prinese samo težave. Ampak knjižničarke, ja, so imele telefon. Poklicale so pomoč in gasilci so izčrpali vodo iz zgornjega nadstropja. Vodovodni mojster pa je popravil počeno cev. Tudi skladišče so pobrisali in nekaj premočenih knjig posušili. Kdo je imel prste vmes, da ni prišlo do večje nesreče, pa knjižničarkam ni šlo v glave. Staknile so jih in se strinjale, da imajo novega knjižnega molja, novega prijatelja. Počasi so tudi odrasli bralci začeli verjeti, da je v knjižnici res Bukmandelc, da se je iz rudniških rovov preselil med zapisane besede. Kaj pa vi? Ste že srečali kdaj Bukmandelca v naši knjižnici? Če ga še niste, ga pa gotovo boste. Samo dobro poglejte in mogoče ga boste videli.